Super, hvala Nina za uvod. Ja, ko sva majčkeno tuhtala o tem, o čem še recimo govoriti v letošnjem letu, oziroma kaj so tiste teme, ki nas Kranjčane nekako vežejo skupaj, sva hitro prišla do ideje o tem, kaj smo se v bistvu vse naučili oziroma kaj vse smo zvedeli na sejmišču. Kaj je bilo na Gorenjskem sejmu? Kako smo se pravzaprav tam naučili drsati, kako smo prvič videli dedka Mraza, kako smo zvedeli, da naša mama rab veliko časa, preden kupi kakršnokoli stvar na sejmu. Vsekakor pa imamo vsi ogromno spominov. In glede na to, da smo pred leti tudi govorili o tem, kako je Kranj sejemsko mesto in kakšno bogato tradicijo ima, se nam je zdelo zanimivo, da se majčkeno obregnemo tudi ob to temo, kje je Kranj kot sejemsko mesto leta 2025 in na kakšen način lahko govorimo o preteklosti in o prihodnosti. Tako da najlepša hvala seveda obema za odziv, mogoče pa res za začetek toliko, da majčkeno umestimo Kranj kot sejemsko mesto. Jaz moram reči, da me je zelo presenetilo, da govorimo o 500-letni in več tradiciji. Ko sem pred leti tudi s pomočjo Tatjane ustvarjal dokumentarni film o Kranju, smo veliko govorili o tem, da se je Kranj močno definiral kot sejemsko mesto. Kdaj, kako in kaj je to prineslo Kranju? Kako lahko začneva to pripoved v bistvu najbrž v 15. stoletju? No, Kranj. Kranj je postal mesto vsaj že 1256, ko je prva omemba, Kranj Burg mesto. In mesto brez sejma ni mogel obstajati. Namreč otroke zdaj, če bi vprašali v osnovni šoli, kaj je sejem, zelo verjetno, da bi vas debelo pogledali. Kaj pa je to? Se pravi, gre za prodajo blaga. In v mestu se je pač prodajalo, vedno. Ampak ni bilo ne trgovskih centrov, pa ni bilo ne veleblagovnic, niti trgovinskih lokalov takšnih ni bilo, kot jih poznamo danes. Tako da je glavna kupčija je potekala na sejmih. In mesto je za svojo oskrbo potrebovalo sejem vsak teden. Sejem živili in s tistimi osnovnimi potrebščinami. Tako da tedenski sejmi v Kranju so bili ob ponedeljkih. Če vprašate okoličane, vam bodo vsi vedeli, vsaj starejši, povedati, kako so ob ponedeljkih jajca pripeljali na tržnico, pa maslo, pa kašo, pa moko in kar je še takih zelenjave, kislozelje, kar se je pač porabili za kuhno. In so meščani v ponedeljkih to nabavljali. In ti tedenski sejmi so bili celo tako malo v enem obdobju, ko so se meščani povzdigovali na druge, da recimo dopoldneva je visela zastava na mestni hiši in do takrat so samo meščani lahko kupovali. Tako da so meščani imeli pravico, da so izbrali najboljše. Meščan ni bil tist, ki je živel v mestu. Meščan je bil tist, ki so ga sprejeli v skupnost meščanov. To pomeni, da je moral biti spreten v neki obrti ali trgovini, ali pa je bil bogat, ali pa je imel kakšen urad, ali kaj podobnega. Skratka, bil je že nekdo. Vsi ostali so bili lahko recimo tudi meščanski gostači, ampak čistega statusa pa ni nujno, da so ga imeli in so lahko kupovali svoje živila šele po 12. uri. To je bilo že verjetno od 13., 14., 15. stoletju. Druga stvar so bili pa sejmi z obrtniškimi izdelki, sejmi, ki so bili pravzaprav na voljo trgovcem na velike razdalje. Takrat ni bilo vlakov, ni bilo avionov, ni bilo tovornjakov, ni bilo avtocest, so bile karavane trgovske. In ko so karavane hodile iz severa na jug, iz vzhoda na zahod, v Mediteran, so kar velikokrat šle mimo Kranja. Kranj je bil ena taka točka, središčna, kjer se je bilo treba ustaviti. In potem so Kranjčani seveda si priskrbeli 2 letna sejma. Enega spomladi v aprilu na Svetega Tilna in drugega
na svetega Marka in drugega v septembru na svetega Tilna. In na teh sejmih so pa pravzaprav prodajali tisto, kar se je rabilo bolj na dolge roke, ne bi rekli. Tako kot je bil včasih Gorenjski sejem, ne. Če greva v 20. stoletje, pa se majčkeno dotaknemo tudi tega obdobja in med vojnama in konec koncev tudi takoj po drugi svetovni vojni. Občutek imam, da je bil Kranj takrat gospodarsko izjemno močan. Med obema vojnama govorimo o nekem gospodarskem razcvetu, o prihodu tujega kapitala, o razvoju tekstilne industrije. Spominjam se, da tudi sama ste mi rekla, mislim, da je bilo 11 mesarjev ali 11 frizerjev, pa v glavnem v mestu je bilo en kup enih obrtnikov, ki so najbrž tudi potrebovali sejemsko dejavnost. Kako je bila v bistvu ta razvita v tem začetku med vojnama in takoj po drugi svetovni vojni? V bistvu sejmi so bili do prve svetovne vojne, po njej pa pravzaprav ne več. Namreč do takrat so pač že vsi obrtniki in trgovci imeli svoje lokale, Kranj je imel že tudi prvo veleblagovnico, Savnikovo trgovino na glavnem trgu in ni bilo kakšne silne potrebe. Bila je seveda ponedeljkova tržnica z zelenjavo, sadjem, moko in drugimi živili, niso pa sejma imeli. Prvi sejem je bil obrtniški sejem 1933 v Majdičevem mlinu. Potem pa, če se majčkeno vrnemo na to obdobje po drugi svetovni vojni, kako se je spet nekako porodila ta ideja, želja, da bi Kranj imel svoj sejem? Mislim, da govorimo o letu 1953 in hvala gospodu Erženu za to, da se lahko pohvalimo, da imamo tukaj pravzaprav katalog iz leta 1953, ki kaže o tem, kaj vse je bilo moč videti na Gorenjskem sejmu. Prvi Gorenjski sejem. Kakšna je bila pravzaprav želja, potreba potem, da se po 20 letih od 33. oziroma po dolgem obdobju spet v Kranju naredi Gorenjski sejem? Tukaj je v bistvu vprašanje za oba. No, jaz bom z etnološkega zornega kota povedala. V 19. stoletju so bile te mednarodne velike svetovne razstave, tako kot je zdaj Expo, a ne? In temu so pravzaprav že v 19. stoletju sledila tudi kakšna večja mesta. Ljubljana je imela recimo take obrtniške sejme. To je bil prostor, kjer se je pokazalo novosti, kjer se je pokazalo, da smo napredni, da znamo, da imamo. Skratka, kako bi socialistična Jugoslavija brez tega mogla biti? Ko so vsi obtoževali, kakšen komunizem je in da nič ni in tako, se je bilo treba pokazati. In ta pravo mesto za pokazati se je sejem, tako, z etnološkega zornega kota. Hvala, Tatjana. Vlado, kako bi vi lahko rekli, kaj je bilo tisto, kar je to se pravi spet prineslo sejem v Kranj? Ja, kot jaz vem iz zapiskov, pa iz pogovorov še starejših Kranjčanov, se je Kranj zelo močno razvil, obrtno in industrijsko. In kranjski možje, gospodarstveniki so dali skupaj glave in so se odločili, da mora biti v Kranju zopet sejem. Od leta 1493, ko je mesto dobilo sejemske pravice, so začeli razmišljati, kam, kje razstavo, in sicer so prvo razstavo, manjšo razstavo lokalno naredili leta 1947. Naslednjo razstavo je bila leta 1951, to je bila že obrtna razstava. So se že pokazali obrtniki, industrialci, večja razstava je bila, ne vemo kje. Jaz podatka nimam, če vi veste, kje so bile te razstave, jaz tudi nisem najdel. No, naslednje leto 1952 je bila pa že velika gospodarska razstava. Je bilo pa že več razstavljavcev, več podjetnikov in je bila zelo, zelo obiskana razstava v Kranju. In to je dal še naprej poudarek in voljo tem Kranjčanom, da so se odločili, da v Kranju mora biti sejem. Kje je ta sejem sploh potekal? Ker jaz v bistvu, ko sem zvedel, ko ste mi zadnjič povedal za to zgodovino vnovičnega Gorenjskega sejma, sem bil prepričan, da že govorimo o Majdičevem logu. Pa ste me majčkeno presenetil, lahko mogoče preden razkrijeva, kje je bil Gorenjski sejem, preden smo ga imeli, kje? V šolah. Vem, da ste odlično podkovani. Vlado, prosim, povejte. Katalog, ki ga bo
katalog, ko ga bo dal tudi gospod Olijo, da boste malo pogledali telekranske podjetnike, pa podjetja. Zanimivo boste videli, kdo je vse v Kranju takrat delal. 53. leta, prvi gorenjski sejem. Se vede, kam, dosti razstavljavcev je bilo, zelo so se angažirali obrtniki in seveda odločili so se, da bo prvi gorenjski sejem v šoli. To je bila takrat druga gimnazija med zdajšnjo Grigorčičevo in Partizansko cesto. Zdaj me sedi to osnovna šola Puharja, Janeza Puharja se imenuje. No in te je bila prva razstava gorenjski sejem, veliko razstavljavcev. Zanimiv je ta uvodnik tamle noter, ko so ga pisali tudi obrtniki, kakšna sestava je bila organizacijskega odpora, tudi zelo zanimivo za prebrati. No in ker je bilo ogromno ljudi in velik interes za razstavo, so se odločili, da bodo to začeli prirejati vsako leto. Seveda je malo zamrlo za eno leto, 2 leti je zamrlo, potem se je pa to zaživelo. Vse do leta 70 so bili vsi gorenjski sejmi, vsakoletni, v šoli. Zakaj je v šoli? Zato, ker so bile počitnice in je bil takrat prostor na razpolago za sejem. Potem smo, ker je bilo veliko razstavljavcev, interes je bil velik, smo šli v delavski dom. Iz delavskega doma smo se še razširili v tekstilno šolo. Vendar občina je imela precej komande nad šolami, niso nam zaračunavali nobene najemnine. Smo dobili prostore, vse brezplačno uporabo, vendar smo mogli po sejmu vse počistiti, vse prebeliti, vse obnoviti, karkoli je pokvarjenega, pa še kaj zraven narediti. Ampak, jaz se točno spomnim, katerega leta, je ravnatelj tekstilne šole rekel, hop, jeseni pred sejmom, zdaj pa hočemo denar. Vi služite, mi pa nič. In je bila velika panika, kaj zdaj narediti. No, ampak občinska oblast je bila tako močna, da je to preprečila in smo spet visirali naprej, tako delali, ko smo že prej začeli, se pravi, da smo šole počistili, pospravili, tudi če kakšen denar so dobili za kakšne izlete, pa tako naprej, ampak najemnine nobene ni bilo. Je pa potem prišlo do velike spremembe, v bistvu predvsem zaradi odloka. Seveda ta odlok je nekako, kot jaz vem, generiral, da če želiš imeti sejem, potrebuješ 5000 kvadratnih metrov lastnih prostorov. In vi ste bili izjemno bistri oziroma pretkani, ko ste našli prostor, ki je meril 80x64, kar je 5100 kvadratnih metrov. Pa še mečken. 124. Tako. Ampak lih za teh 100 metrov ste... Ampak počudiš, da smo tako halo delali, ne, da smo pač v ta format padali, ko je država zahtevala, bil je samo Ljubljana sejem, razstavišče, pa mi smo bili sejem. Bilo je tudi v Mariboru, vendar niso imeli nobene dvorane, se je imenoval Mariborski teden. Ne sejem. To sta edine 2 sejma bila v Sloveniji. Tam do leta 80, 81, 82, 83 je tako vrteli. 2 sejemski hiši uradno sta bile v Sloveniji. In ta odlok je v bistvu spodbudil to, da se je začela graditi prva hala A, da se je naredila prva dvorana. Kako se je to vse skupaj začelo? Ja, moram reči, da so občinski možje spoznali, da je to zelo pametno, da je ta gospodarska dejavnost zelo dobra za ne za Kranj, tudi za celo Gorenjsko, ker pravijo, kasnejši izračuni so pokazali, da 1 dinar vložen v sejem se 15krat povrne. V turizmu, v trgovini, v velikih obiskih še po sejmih ljudi hodijo in so strnili glave in so rekli, nič, takole je, če hočemo med sejem, moramo narediti dvorano. Prva lokacija je bila takoj izbrana? Leta 65, no še nekaj nazaj, prej je bil zavod Gorenjski sejem, neprofesionalno je vodil Ivo Šepic, za njim je bil Metod Rotar, leta 55 je bil prvi direktor zavoda Gorenjski sejem Ivo Miklavčič, direktor kot prvi, in leta 65 za njim je bil Sirc, zavoda direktor, in leta 65 je prišel za direktorja Gorenjskega sejma Alojz Okorn. Ta je bil do leta 75 direktor. No in takrat so staknili glavi občinarji, pač treba je sejmu dati veljavo in dobiti prostore. Šlo se je kam? Bila sta 2 varianti, ena je bila nasprot kasarne na Zlatem polju, druga Majdičev otok. Mi smo takrat rekli otok ali pa Majdičev lok. Seveda je bilo od kmetovalcev, predvsem od KŽK je velika nasprotovanja, škoda je zemlje. Tudi mi smo rekli, da je pač res ti zemlje škoda in je padla odločitev,
da je to Majdičev log. In tako se je leta 1969 potem začela gradnja, Ja. ki je trajala 2 leti. 2 leti. Leta 1971 smo imeli pa prvi gorenjski sejem v Majdičevem Na Majdičevem logu. logu. No, in se pravi, počudiš, če smo tako halo naredili, da je bilo toliko metrov več, da smo zadostili temu predpisom državnemu. Ne. Sreča spremlja hrabre, pravijo. Hkrati je pa tukaj vas tudi spremljala še ena dodatna naloga. Namreč s tem, ko je Kranj dobil sejemsko dvorano, je hkrati dobil tudi priložnost, da nimamo samo enega sejma, oziroma da ne govorimo samo o določenih butičnih oziroma posebnih sejemskih dejavnostih, ampak je bilo kar naenkrat treba narediti en kup enih dogodkov. In tukaj seveda pride potem priložnost za gospoda Vladota. Vlado Eržen je bil leta 1971, ste postali redno zaposleni. Redno zaposleni, ja. Pa do leta 2001. Do 2001. To se pravi 30 let in v teh 30 letih domnevam, da prvo desetletje je bilo še toliko bolj zanimivo in zahtevno, ker ste si morali zmisliti en kup enih sejmov. Kako je vse skupaj to se pravi izgledalo to z otvoritvijo in s tem, da dajmo sejemsko dvorano izkoristiti? No, začeli se je že tako, da smo, osnova je bil gorenjski sejem. Potem se je pojavljalo marsikaj, tudi kmetijska mehanizacija se je pojavila in smo začeli že prve zametke delati na gorenjskem sejmu s kmetijsko mehanizacijo. Predvsem je pri tem pomagala kmetijska zadruga Sloga, ki je imela nalogo, da kupuje stroje in daje kmetom prodaja. Po drugi strani je bil kmetijsko-živilski kombinat, ki je imel svoj kasnejši tost agromehanika, ki je začela delati traktorje pa opremo. Potem je bila zelo prisotna agrotehnika iz Ljubljane, Agrostroj Ljubljana in pa nekaj privatnikov. Tudi že gospod Ožbolt Gros je prišel razstavljati svoje vihavnike, tiste to okrogle. No, iz Ljubljane je bil gospod Kremžar in še danes je obstaja v Polanski dolini kovaštvo Karmel in že tudi takrat pa nam razstavljalo gozdarske sekire pa gozdarsko opremo. No in to je začetek bil kmetijskega sejma pred delavskim domom. V prvem nadstropju, spodaj je bil kino Storžič, se spomnite verjetno, v prvem nadstropju je bila pa dvorana za preditve, za igre in tako naprej in tisto smo spraznili in tam gor pripeljali razstavljavce, ki so bili na notranjih prostorih. To je bil zametek kmetijskega sejma. No in ko se je začel, smo imeli leta 81 dvorano, je bilo treba to napolniti. Kar naenkrat je bilo 5000 kvadratnih metrov pokritega prostora iz 2500. V treh objektov smo imeli razstave sejemske. Je bilo 5000 treba napolniti, pa več kot 10 000 zunanjega prostora. Res, da je bil neurejen, da je bil pesek, pa še problem smo imeli na Majdičevem logu, če je bil parni dež, potalnice, levo kanal, desno Sava in se je vsa voda dvignila in to je bilo vse pod vodo, vse v lužah. Velik problem. Moram vas vprašati, kaj je bila uradna otvoritev gorenjskega sejma oziroma dvorane? Kaj je bil tisti dogodek, ki ga jemljemo kot otvoritev in začetek dogajanja na otoku? Kaj je bil? Otvoritveni dogodek, otvoritveni sejem oziroma tisti nek dogodek, ki so ga Kranjčani dojeli kot zdaj imamo pa sejemsko dvorano. Kaj bi rekel? To, da je bilo vse na enem kupu, da je bilo veliko več razstavljavcev, da so bili dobri sejemski pogoji, ker prej so hodili na 3 konce, pa veste, to so bili mehni razredi, v šolah so bili mehni razredi. Vse po stopnicah gor znositi, vse po stopnicah dol znositi. To je bil velik problem. Tle bi po vse na enem mestu in mi smo se, seveda jaz sem bil do leta 77 edin komercialist. Ko sem jaz prišel v službo, so bili 4 zaposleni, jaz pa ta 5. No, tako da sem se ukvarjal leta 77, smo pa dobili še eno komercialistko zaradi sejma civilne zaščite, katerega smo imeli že leta 1973. Smo ga naredili. In to je bil v bistvu prvi specializiran dogodek za civilno zaščito. Po zaslugi Martina Koširja Kranjskega, ki je bil minister za narodno obrambo, je bil pobudnik tega. Bilo je pa res, da se je zelo začela razvijati civilna zaščita. Neverjetno. In to je bil vzrok, da ljudem pokažejo, kaj se rabijo in kaj se ljudje prostovoljno delajo. Mogoče lahko tukaj še, Tatjana, vas vprašam, kako se vi spominjate teh začetkov v Majdičevem logu, tistega prihoda sejemske dejavnosti tja. Vem, da ste bili še otrok v tistem obdobju, ampak najbrž se spomnite velikih oči, ko ste prvič prišli na tako veliko dvorano, ki je bila namenjena zgolj in izključno za sejem. No, jaz se mogoče to spomnim bolj tistega, kar so odrasli govorili. S svojimi očmi nisem znala presojati.
prej je bilo res nadležno hoditi na vse tiste 3 lokacije, ne? Pa starši niso odnehali, pa je dolgo trajal, pa dež je padal, pa tako je bilo. Potem je bilo pa to na enem mestu in je bilo kar olajšanje. Res, da včasih smo rekli, samo toliko, a ne, smo mislili, da še kaj več, ampak se je potem s časoma razvil. Meni so bile recimo bolj všeč take stvari, kot sejmi malih živali. To je bilo tako lepše, a ne. Ampak je bil tudi to nek trenutek, ko si v Kranju lahko videl kaj novega. Tak občutek imam, da je vse, tako kot je v 15. stoletju sejem prinesel neke novitete v mesto, je najbrž tudi v 20. Polhen stvari je bilo, ki so jih starejši hoteli nabaviti. Ja, ko smo pa otroci sitnarili, je bilo pa daj mir. Mislim, da se to ni spremenilo. Kakšen sladoled ali pa kaj je že bilo, kaj več pa ne. Katerega sejma se mogoče sami najbolj spominjate? Ker zdaj sem zvedel, imeli smo kmetijski sejem, obrtni sejem, civilna zaščita, pravite za male živali. Kaj pa te novoletni pa Miklavžev sejem? Se spomnite tudi teh? Ja, to smo šli pogledati. Mogoče prav teh zadnjih v 80. letih, ko je bilo res že veliko razne ponudbe nekih obrtnikov, ki so izdelovali ročne izdelke, ne, kakšne torbice, kakšni šali. Ne vem, se spomnim tudi krtačarjev recimo. Nisem sploh vedela, da toliko krtač obstaja. Tako res je bilo zanimivo za marsikaj videti. Mogoče se pa spomnim še bolj v 90. letih, ko sem bila že v Gorenjskem muzeju. Takrat je pa tudi muzej imel vedno svojo razstavo dol. Tako smo 2 leti imeli staro gostilno z eno Marjanco, pa stare mize, stole in steklenice, sifoni in razna embalaža. Eno leto je kolegica iz Škofjeloškega muzeja imela rute in barvarstvo. Tako da je bilo veliko te spremljevalne dejavnosti, je bilo, ne, so bili tudi plesi dol, je bilo tako živahno, no. Ja, dejansko, ko se je v Kranju nekaj večjega moralo zgoditi, si imel samo eno možnost in seveda je bilo to dol na sejmu. Lahko pa še nekako vprašam, Vlado, potem leta 81 se je pa zgodila še hala B. Potem, ko smo torej leta 71 dobili tisto prvo halo, se je 10 let kasneje odprla še druga. Mi je pa zanimiv predvsem ta podatek bil, da kdo je zgradil sejemsko dvorano? Samo prispevek je bil. Kranjski podjetniki. Kdo je zgradil drugo dvorano? Odgovor je isti. Ampak mi je pa všeč ta ideja bila, ki jo bo tudi Vlado Mečken še razložil, da v bistvu kranjske podjetnike je bilo dosti dobro dobiti na trik, da bomo imeli poleg razstavnega prostora tudi drsališče. In mislim, da ta drsališče je bil en prostor družabnega dogajanja za vse nas, vsi smo se naučili tam drsati. Hkrati je bil pa res dober trik, kako pritegniti razstavljavce in dobiti eno novo dvorano. A vi mene slišite, ko sem malo prehlajen? Bo šlo? No, jaz bo še en korak nazaj naredil. Kako smo financirali prvo dvorano, se pravi Halova? Seveda premalo denarja je bilo. Bil po oceni ne bi to koštalo 5,5 milijona dinarjev takratnih. Denarja nismo vsi skupaj dobili in mi smo imeli 2 milijona gorenjski sejem. 1,600,000 je dal Gradis, ki je delal Halova kot kredit za 10 let. Vse ostalo do 5,5 milijonov smo pa nabrali od razstavljavcev. Tako da so razstavljavci 5 ali 10 let zakupili svoj razstavni prostor. In največji zakup v Sloveniji ali je Slovenski, ki je noter imel trgovino 10 let, zakupuje 10,000 kvadratnih metrov. In ko je bil sejem, je plačal sejemsko tarifo, seveda je s popustom, tako kot ostali razstavljavci, pa vsi, ki so z nam podpisali pogodbo za 5 ali 10 let, so imeli tudi možnost izbire lokacije prednostno. Ko je pa trgovine, bo pa Slovenija spet svojo trgovinsko tarifo zaplačevati in smo za 10 let, pa za vse ostalih podjetij, Merkur, živila so dejali denar za naprej. Privatniki smo toliko nabrali, da smo investicijo pokrili. Zdaj bom pa še povedal, koliko je bilo sejmov. Seveda, hala je bila potem narejena 81, treba je bilo to napolniti, smo razširili. Naredili smo kmetijski sejem,
je bil zunanji prostor zapolnjen, noter je bila tudi kmetijska mehanizacija, pridelki kmetijski in pa široka potrošnja. Zmeraj so rekli, če gre kmet vmes na Smen ali pa kamorkoli, tudi nekaj kup, mora tudi samo kaj štruco dan prinesti. Potem je bil Gorenjski sejem, civilna zaščita, novoletni sejem, pa sejem opreme. 5 prireditev smo imeli v 70 letih. No, vi ste pa zdaj rekel, ko je bilo leta 81 z novo dvorano, 65 leta direktor Okorn ni bil več potrjen, jaz je bil 3 leta, ker nisem smel biti, je bil kukar en tak nepisan VD in smo čakali pa iskali novega direktorja. Jaz sem prosil na vse načine na občin, dajte človeka, da bomo sejem naprej peljali, treba je to razširiti, treba je delati, in mora biti direktor. No in potem sem enkrat me pokličil na občino, so rekli, malo počak, enkrat je da potrka, no in rekel, taka me je povabil, no to je pa vaš nov direktor. Prišel je gospod Ekar, vi ga verjetno vsi poznate dosti, znan Kranjčan leta 79. Medtem se je pa že pogovarjalo, da rabo spet še eno dvorano. Namreč iz slike je razvidno, da smo imeli 3 montažne hale, ker smo imeli premalo notranjega prostora. To je bilo okrog 2000 kvadratnih metrov montažnih hal, da smo vse zadostili, kar je bilo povpraševanje po razstavljavcev po pokritih prostorih. In si je že govoril, da rabo novo dvorano. Skoraj je bil že nazbran načrt, vendar nepotrjen. Delev arhitekt Biro Tržič, dal je tudi Gradic, dal je gradbinc in kranjski arhitekt Ciril Obrak. Tako da je bil na natečaju izbran Ciril Obrak za novo halo, da je delal. Kako je drsališče tukaj pomagalo pri prepričevanju in kakšno vlogo je imel ta množični rekreativni šport v socializmu? Imenovan je bil gradbeni odbor, v glavnem so bili noter kranjski direktorji večjih firm in k prvemu sporazumu za združevanje sredstev je pristopilo 18 kranjskih podjetij. Še istega leta 1979 je bilo še 15 podjetij zraven, tako da so vsi pristopili k samoupravnemu sporazumu za združevanje sredstev. Da je pa to šlo skozi, da smo v podjetjih prepričevali direktorje, smo pa rekli, tudi športna dvorana bo. Kar dosti drsalci je bilo v Kranju, obstajal je hokejski klub Triglav, ki so drsali po Ljubljani, pa na Bled, pa niso imeli svojih prostorov. In seveda, da bo tudi mladina imela kam iti, da je to poceni rekreacija, kar je res, kupaš ti še drsalke, pa jih zamenjaš čez en let, ki ima večjo nogo. Ni bilo smučarije in za te otroke res primerna rekreacija poceni. Ko so bile počitnice zimske ali pa kakšne še druge, so imeli vedno brezplačne drsanje ti otroci v dvorani. Pa hokejisti so bili zelo zadovoljni, dobili so streho, dobili so svoje prostore in od konca oktobra pa do začetka aprila je bila nova dvorana na razpolago za hokejiste pa za drsanje. Novoletni sejem, pa obrtni sejem, pa tako naprej so bili po stari hali, ker ni bilo toliko treba prostora. Hvala za to razlago. Tukaj imamo še fotografije tudi in iz 70 let in iz gradnje, tako mislim, da hale B predvsem, tako da bom tudi te fotografije vam dal mečke naokrog. Moram pa že spodbuditi naslednji del debate. Namreč Kranj je bil v 70-ih, ko smo dobili to sejemsko dvorano, toliko močen, da je bila v bistvu v Jugoslaviji Slovenija edina, ki je imela 2 močni sejemski mesti. Hkrati smo bili pa celo premočni in so nas leta 78 oziroma mislim, da leto kasneje mečkeno odžagali in določen del naših aktivnosti prenesel v Celje. Kako lahko rečemo res, da je bil Kranj v tistem obdobju enostavno sejemsko tako bogat, da so nam kakšne stvari vzeli, stvari, ki jih zdaj tudi več nimamo, celjski sejem? Ja, prišel je čas, ko je bilo treba po krajini ali pa Slovenija malo uravnotežiti. Veliko jih je motil, da je Ljubljana pa Kranj sejem, naprej gor pa nobenega več do Murske Sobote, Štajerska, Prekmurje nobenega sejma. In seveda šlo je za to, da je treba tudi ostale kraje tudi sejemsko razvijati. No in leta 1978 smo imeli v Kranju vse slovensko razstavo obrti, podjetništva in kooperacij. To je priredila obrtna zbornica in gospodarska zbornica za vso Slovenijo. To je bil prvi sejem in zadnji sejem v Kranju obrtniški, ker se je takoj preselil v Celje. Na Štajersko, potem je pa začela še Radgona, kmetijsko področje, se je začela Radgona razvijati, tako da smo imeli pravzaprav od 80 let naprej 3 sejemske hiše v Sloveniji. Ja, je pa zanimivo tudi, da prej ste mi omenil, da so
sejmi dveh tipov. Eni so butični, eni so prodajni, oziroma eni so vzorčni, eni pa prodajni. In v Kranju smo imeli prodajne sejme, za razliko od mogoče kakšnih teh vzorčnih, tukaj govorimo o modi, vinu, o določenih artiklih, ki so rahlo Ja, mi butični. smo se z Ljubljano dogovorili, da mi ne bomo silili vzorčne sejme, mi bomo delali tako, kot je v Kranju tradicija, potrošniške sejme, prodajne sejme in na vsako prireditev, ko smo jo imeli, kmetijski sejem, gorenjski sejem, novoletni sejem, obrtni sejem se je tudi prodajalo, smo razstavljavce povabili na razgovor in jih apelirali in prosili, da ne pripeljejo na sejem novitete. Tisti, ki so v Ljubljani videli na vzorčnih sejmih, ker si niso mogli kupiti, ne pripeljejo trgovci v Kranj, prvi zaradi dobre kupčije, da bojo zadovoljni s poslom, pa da bojo ljudje lahko kupovali tudi nove stvari. In to se je res pri nam dogajalo. In tudi še nekaj moram povedati, da je v 70 letih občina, kot si že omenil, da so bili pametni ljudje, pametni gospodarstveniki, znižali občinski davek. Včasih je bil tudi občinski davek in so znižali občinski davek iz 4 na 2%. Tako se pravi, da so 2% ljudje, če je kupil peko za celo hišo, če je kupil traktor, če je kupil ne vem kaj, avto, se mu je to veliko poznalo, ali pa opremo za okna, vrata, si to vsako poznali 2%. Tako da je veliko denarja se obračali in s tem smo tudi pridobili več razstavljavcev, ker so prodajali. Ja, mogoče mi je tukaj še zdaj z tega splošnega stališča oziroma nekega širšega stališča zanimivo, Tatjana, kako lahko rečemo, kaj so ta leta, ko smo bili toliko sejemsko izpostavljeni, prinesla Kranju? Kaj mogoče zdaj, ko sejma nimamo in ko vidimo en kup težav, kaj nam manjka zaradi tega, ker ga nimamo, kaj lahko iz teh 70-ih, 80-ih let povlečemo kot neke pozitivne zaključke, kaj pa je Kranj takrat imel? Koliko je to pomagalo in konec koncev gospodarstvu in Kranjčanu povprečnemu? Življenje se mi zdi, da se je zdaj tako spremenilo, da pravzaprav sploh ne moremo odgovoriti na to vprašanje. Ker prej ni bilo trgovskih centrov. Trgovci niso bili tako na popuste, kot smo zdaj navajeni, a ne? Pa 25% pri Mercatorju, pa pri Tušu, pa še kje, a ne? Zato so ljudje na sejem šli, ker tam so pa bili sejemski popusti. Dejansko lahko rešimo situacijo tako, da prepovemo vsem imeti popuste, razen če je sejem. Ukinimo trgovske centre. Mislim, da tja še pridemo nekje proti koncu današnje debate. Mi je pa res zanimivo, če se spet majčkeno vrnemo še na to obdobje. Kranj je imel parkirišča, Kranj je bil blizu avtocesti, blizu je imel letališče. Zato tudi ne preseneča, jaz moram reči, da me je gospod Eržen majčkeno navdušil, ko je rekel, da smo imeli sejem motorjev, koles, rekreacije in prostega časa. Jaz si leta 2025 težko predstavljam isti sejem za motorje in za rekreacijo. Tako se mi zdi, da so različne stvari bile danes skupaj. Recimo lesteh, sejem lesne tehnike. Enostavno bilo je en kup enih dogodkov, ki si jih ta trenutek pač ne moramo več predstavljati. Res. To bom malo kasneje povedal. Zdaj bom sam še povedal, da smo torej leta 1981 odprli dvorano in leta 1982, ker smo postali z infrastrukturo zelo na visoki ravni, prvič res, da je bil vse en kompletno res dobro opremljen in dostopen, smo se preimenovali v poslovno prireditveni center Gorenjski sejem. Tako da smo še to dodali, da smo imeli širši diapazon naše predstavitve in naše ponudbe. Infrastruktura je pa bila pomembna, ker je Kranjski sejem imel špedicijo, imel je skladišča. Dejansko pogodbe, carinsko skladišče smo imeli, vse smo imeli na razpolago. Tako da smo sploh lahko zadostili mednarodnim zahtevam za mednarodne sejme. Mednarodne pa zato, ker je bilo tudi kar precej gostov in razstavljavcev iz tujine. Govorimo o odstotkih približno četrt tujih razstavljavcev. 25% po zakonu je mogli biti tujih razstavljavcev, da si lahko napisal, da imaš mednarodni sejem. To so zdaj te... Seveda je bilo to treba na zbornico dostaviti, treba od SDK-ja biti poštempljan, da je bilo res to, kar smo zapisali, pa govorili mednarodni sejem. Ogromno tujih razstavljavcev in pa hkrati še ena stvar, ki bi jo tudi izpostavil kot zakaj nam manjka zdaj, ko sejma nimamo, ogromno nočitev. V bistvu
scenska dejavnost je generirala kar en kup enih nočitev in Med gostov. 12 in 15 tisoč registrirano smo imeli, je bilo nočitev povzročil Gorenjski sejem na Gorenjskem. Mi smo imeli pogodbo z turističnim društvom, ta nam je delal rezervacije, ta je tudi povedal, kje so gostilne, kje so prenočišča, kam gre lahko na izlet. In mi smo rekli, no, nam so povedali, da je sejem nekako povezan s 3 beji. Brezje, Bled pa Bohinj. In tudi so ljudje, ki so prišli na sejem, tudi združili za temi ogledi. Eni so šli Hmaš, pa so šli na Bled, pa so šli na Boho, pa so šli pa tam. Ali pa so prespali. No, da smo pa šli v svet, da smo šli iz lokalnega območja, iz lokalnega prepoznavnosti. Se je pa začel, ko smo bili mi, ko je bil Gorenjski sejem v začetku 70-ih let, soustanovitelj skupnosti jugoslovanskih sejmov. To je prav Beograd, Zagreb, Skopje, Titograd, Novi Sad, Ljubljana in mi. Smo bili soustanovitelji, sedež je bil v Beogradu in vsako leto je šel katalog vseh sejemskih prireditev, ki je šel po celi Evropi. Povsod, kjer je imela Jugoslavija svoje trgovske atašeje, kjer so bile ambasade, so ti katalogi šli. In takrat se je prvič pojavilo, da je Kranjski sejem v Kranju in je še ime Kranja tudi v svet. Začetek tega. Zdaj, ko govorimo o tem obdobju, precej nostalgično, o teh zlatih letih, zadnjič, ko sem vas vprašal, kdaj je tisto zlato obdobje, ste rekel to, 70-ta, 80-ta. Do 90-ta. Ja, ker dejansko moji spomini pač segajo bolj v 90-ta, Ja, ampak do 90-ga. takrat sem imel že občutek, da se nekaj dogaja na sejmišču. In ta občutek, da se nekaj dogaja, sem imel ogromno dogodkov, ampak hkrati se mi zdi, da se je infrastruktura pa začela puščati. Ja. Koliko lahko rečete, da je osamosvojitev prinesla v bistvu znižanje nekih ambicij, kljub temu, da smo prešaltali z enega sistema v drug sistem in pričakovali, da bo več sejemskih dejavnosti, več razstavljavcev, več ponudbe, se je zgodilo Nasprotno. obratno. Propadala je industrija, spremenil si sistem, turbulentni časi so bili, ampak mi nobenega sejma nismo izpustili. Mi smo vse sejme obdržali nad vodo. Tako smo se trudili, ampak pač čas je svoje prinesel, sprememba je ratala, leta 2001 je pa se skupaj šlo. Ja, leta 2001 je bil to se pravi zadnji A je Gorenjski bilo tako? sejem. Grega? Ja, sodelavc, Verjamem. ki je še ostal za mano na sejmu. Aha. Iniciali, ja. In je 2001 še je bil na sejmu, Še ker je vi ste bili že takrat Pa je prišlo, dejansko v penziji že. Lahko pa vprašam tudi, kar se tiče teh 90-ih, kako je bilo delati? Desetletje, ko veš, da ni vlaganj, da nacionalizacija je, veš, da prostor, vprašanje, če bo, imeli ste en kup enih idej, razmišljali ste o hotelu, ampak hkrati Ja. je pa najbrž en kup enega poguma šel. Zapolnili smo tudi z izvensejemskimi dejavnosti. Gospa pa se prej pogovarjala, se spomni, mi smo imeli ogromno proslav podjetij, ogromno, recimo 50-letnica je bila tekstilne stavke v Kranju, potem je bila Zveza vojaških vojnih starešin v Kranju velika proslava. Ogromno teh proslav smo imeli in seveda začeli smo iskati luknje, da bomo preživeli, treba bo zapolniti razstavne prostore. Začeli smo, prišli so maturantje, po celi Sloveniji so bili znani maturantski plesi v Kranju, velika dvorana, velik parkirni prostor, do Celja smo hodili, so prišli k nam na te maturantske plese, to je bilo cel mesec so bili maturantski plesi. Potem smo imeli tudi razstave, smo zato polnili, verjetno malo kakšen ve, da so bili na sejmu vsako leto 2 aukcijski prodaji plemenskih telic, potem prodaja konhaflingerjev, razstava malih živali, govorske razstave, vse sorte smo se trudili, da smo splavali z vode, pa da smo še vedno obdržali obiskovalce. Tudi zaradi drugih zadev. Ja, dejansko jaz moram reči, da sem ves čas mislil, da so maturantski plesi od 15. stoletja naprej potekali v tej dvorani. Ne? Tak občutek sem imel. Enostavno mi ni bilo jasno, da je lahko kadarkoli kjerkoli drugje bilo, ker pač, ko si bil otrok, si vedel že, da te to čaka. Ja. Maturantski ples na sejmišču. Je pa zanimivo res, ko se nekako vrnem nazaj na to obdobje, da kako človek res dela, če ve, da dela na enem prostoru, ki najbrž ne bo ostal. S kakšnim občutkom ste se leta 2000 upokojili? Z občutkom, kje ste mislili, da bo Gorenjski sejem naslednje desetletje, oziroma kje ste mislili, da boste leta 2025 šli na sejem? Lepo ste vprašal. Torej,
Leta 1992 so Majdiči vložili zahtevek za vrnitev zemljišča. A ne. Ampak, ko so je začeli, dobra firma, dobro podjetje smo bili in začeli se zanimati za nakup. Mi smo to slutili in sva z direktorjem oddala na občino predlog, da gre nova dvorana, parkirišče, tako kot je bila športna sejemska, pod občino. In s tem bi mi preprečili, da bi lastniki dobili cel otok. Namreč Majdičovi se niso hoteli pogovarjati nič o drugem, kot samo o tem, da hočejo totalno vse nazaj. Mi smo jim ponudili denar, mi smo jim ponudili kvadratne metre, se niso hoteli pogovarjati, nič. In če bi nas takrat občina prevzela, tako kot so vzeli Prešernovo gledališče, tako so športni objekti prišli pod občino, tako bi tudi sejemska dejavnost, združena športno prišla, pa bi bila vsaj ena plomba, da ne bi do tega prišlo, kar je danes verjetno. Ampak pa žal, nikdar ni prišlo to na občinski svet, naša pogodba ali pa naš predlog se je vladnico skozi dol držala, pa skozi bilo pobiko na dno, da nikoli ni prišlo do tega, da bi sploh šlo na občinski svet, ker mogoče bi bilo to tudi drugače. Je pa res, da tisti, ki so to stali za tem, da bi se jim dobili ali pa prostore, so obljubljali, da bojo krasne sejme delali, da bo to velik napredek, da bo veliko boljš, kot mi delamo. Pa vidite, kaj so naredili, da so v 2 mesecih vse podrli. Žal, tako lepo dvorano, vse se je podrlo, v 2 dvorani sta se podrli, vse si uničili. Tako kot marsikaj drugega, ne sem sejem, ne. Se vidite, koliko je v Kranju podjetij pa firm propadlo. Ja, ampak ostal je en zelo grenak priokus, recimo tudi, ko ste poskušal sam dobiti arhitekta te druge dvorane, gospoda Cirila Oblaka, je rekel, da ga preveč boli, noče se več izpostavljati na ta način. Ravno zaradi tega, ker ni bilo informacij, ni bilo enih odprtih kart, ampak se je enostavno na hitro vse skupaj podrlo. Taki ljudje so bili v zadnje, so do tega prišli pa to naredili. Pa še danes se po Kranju sprehajajo. Koliko je Kranj s tem, Tatjana, izgubil? Kaj je Kranj na ta način? Domnevam, da tudi vi v muzeju ste imeli en kup enih priložnosti za sodelovanje, eno tako lepo dvorano, kot ste omenili, za različne dogodke. Kaj je pa v bistvu Kranjčan s tem izgubil? No, ko poslušamo gospoda Ladislava, si mislimo, jaz priznam, da sem že precej pozabila, kako je to pravzaprav včasih bilo, ne? Kako, če si hotel veliko dvorano, je bil sejem. Zdaj je pa ni nikjer, ne. Ja. Zdaj imamo pa v Kulandiji v tisti veži noter kakšne razstave. Tako. Pa Maturance v Cankarjevem domu ali kjerkoli točno že so, vem, da v Kranju jih ni. Na Gospodarskem razstavišču. Na Gospodarskem, tako. V Ljubljani. Ja. Dejansko tega prostora, kjer smo imeli... Pa ledeni dvorani, ne? Ledena dvorana je. Točno, ja, imamo. Ledena dvorana je ena taka velika dvorana še za te maturantske plese. Ampak... Najbrž te duše, kot jo je imel tisti prostor, ki mu še vedno mu rečemo sejmišče, ne glede na to, a greš, karkoli greš dol narediti, rečeš, da greš na sejmišče. Jaz moram priznati, da sem rabil kar nekaj časa, da sem osvojil besedno zvezo Majdičev Log, kaj šele Savski otok. Enostavno rečeš na sejmišče, kljub temu, da ni več nič od tiste infrastrukture. Ne? Ja, dejansko mogoče naša generacija se je malo lažje navadila, ali pa ne vem, tisti, ki so hodili dol bolj na zabave, na plese, so verjetno to zelo pogrešali. Ne? Se imam tudi že za enega izmed njih, ampak hkrati moram reči, kar se tiče same te sejemske dejavnosti, če se majčkeno vrneva na tisto, kar sem rekel, da bomo na koncu izpostavili, a Kranj leta 2025, vem, da je provokativno vprašanje, a Kranj še potrebuje sejem? Sejemsko dejavnost, sejemsko dvorano? Kdo ga rab? A imamo kakšne ljudi, ki bi se za to poganjali? Dejansko podjetja, gospodarstveniki, tukaj iščemo željo in potrebo po Gorenjskem sejmu, bolj kot strani ljudi. Mislim, da je nakupovalna središča so naredila svoje, splet je naredil svoje. Ja, ampak vedno rabiš skupino ljudi, ki to zadevo pelje, ne? Tako kot je bil gospod Eržen, tisti, zdaj svojo ekipo, so oni, to je tolikega dela, to je toliko enih naporov, pa ene vizije, ki ga mora pač nekdo upraviti, nekdo to vložiti. Zdaj te ljudi
Teh ni več. V Celju pa so, v Komendi pa so. A ne? Mislim, da smo dali fajn istočnico. Gospod Vladislav, kako bi vi rekli na to moje provokativno vprašanje, kaj bi Kranj leta 2025 pridobil z obuditvijo sejemske dejavnosti? Ja, težko rečem. Danes so druge tehnologije, danes so drugi sistemi nakupa, a ne, ampak vrnil se bom nazaj, pa bom pol odgovoril. A veste, lepo je bilo gledati ljudi na sejmu, pa bom se na kmete obrnil, a ne. Ki je prišel do prodajalca, ja, in rekel, veš, tole pa ni dober, tole morate pa popraviti, tole morate pa drugače narediti. In so se tudi proizvajalci učili, kaj je treba popraviti. Stik kupca in prodajalca je samo sejem. Vsa dobra stvar je, hvala Bogu, da imamo internet, hvala Bogu, da imamo spletne nakupe, ampak jaz mislim, da je še veliko ljudi, da mora stvar prijeti. Avto kupuje, kolo kupuje, ti moraš pošlatati, pa pogledati, pa se pomeniti, ne moreš kar vse na spletu kupiti. A ne, to smotr, zato je tudi trgovina iz sejma nastala. Vse trgovine, ostali razvoji, vse gre iz sejemske dejavnosti, iz tega, ker sta prišla kupec in prodajalec skupaj. Pa sta se pomenila, pa za ceno sta se zmenila, pa za servis sta se zmenila, pa za dobav, vse je šlo od človeka do človeka. Ampak občutek... Tista toplina, tisto zaupanje v kupca ali pa v prodajalca se na sejmu ustvari. Občutek imam, in tega manjka in jaz pravim, da bi še vedno, sej so bili, ko ste prej vprašal gospod Tatjano, če so bili kakšni vzgibi še za sejem, so bili. Ampak glejte, brez moči, brez skupnega gospodarstva, danes je privatizirano, vsak zase gleda, nobenega ne briga, kaj se bo skupnega naredilo in težko bi se naredilo. Težko bi pa potrebovali, sigurno. Ja, je pa res, da nekako razmišljamo o tem, da so vsi ti sejmi, ki so trenutno aktivni, ki jih imamo, a so še sploh prodajni? Jaz imam občutek, da so sejmi večkrat se obrnili v to vzorčno naravo, da v bistvu sejmi ponujajo bolj kot ne velike oči, kjer se naučimo o nekih novitetah, ki bodo o nekih standardih, trendih, ki nas peljajo, ne vem pa, če so še toliko prodajno usmerjeni. Seveda niso sebi prodajno uspešni, še vidite, da ima vsako dvorišče že svoje popuste, pa ogromne popuste in vprašljivo kvaliteto zaradi tega. Meni ne bo noben rekel, da danes stane to 100 evrov, jutri pa lahko to 20 ali pa 30, isti artikel. To je tle nekaj, ne moreš štimati. Saj jaz tako mislim, ne vem, kaj boste vi rekli. To je nemogoče in to ne more biti sprejemljivo. Zanimivo, do danes moram priznati, da nisem nikoli pomislil na to, da bi sejem povezoval tako močno s popusti, oziroma da bi se sploh vprašal, v kakšnem svetu živimo, kjer je popust vsak dan na vsakem izdelku in kjer osnovna cena absolutno ni bila nikoli osnovna ali pa razumljiva cena. Tako da res se je toliko spremenil naš način nakupovanja, čisto na drugačen način vse skupaj dojemamo, oziroma zahtevamo popuste in črne petke vsak dan. Tako da, publika oziroma občinstvo, radi bi vas vprašali za kakšno... Jaz pa sam še dve besedi, ki ste bi prej izval. Seveda. Sejmov na koncu, ko smo končali. Iz 5 sejmov, ko smo prišli v letu 80, smo v leta 99 11 sejemskih prireditev. Se pravi, več kot 100% smo povečali. In začeli smo mednarodni sejem kmetijstva, gozdarstva, lova in prehrane je bil prvi. Kot se že prej smo se pogovarjali, da smo za Radgono se odločili, da mi bomo imeli hribovsko kmetijstvo, hribovsko mehanizacijo, ne bomo imeli krav, ne bomo moznic, ne bomo velike mehanizacije imeli, gozdarsko mehanizacijo, lov in hribovsko mehanizacijo. Pa drobnico, se pravi ovce, koze, pa male živali, take, ki padajo na kmetijo, ki se uporabljajo. To so kure, to so gosi, pa še take živali, ki so, ne. Potem smo imeli Gorenjski avtomobilski salon, kot ste omenili, sejem motorjev, kolesarjev, kreacije in športa. Zelo zanimiv sejem je bil slovenska kvaliteta. Ta je razburkal celo Slovenijo. Ko smo si mi tega lotili, seveda ni bilo državi prav, ali pa republiki prav, da smo si mi lotili, drug pa nič na temu naredil ni. Smo pa naredili to po vzoru Avstrije, vi ste takih lečev, veste, da je v Avstriji je bil tak znak A na artiklu. A, Avstrija, kar je pomenilo, da je bil narejen v Avstriji. Prav zaradi poplave slabega tuje ponudbe. In mi smo naredili po približno temu vzorcu, ko smo ga dobili na Inštitutu za napredek gospodarstva v Celovcu,
sejem slovenska kvaliteta. Podeljevali smo mi 3 znake, tako da so si ga to pripeli, da so oglaševali in to je bil znak, da je to kvaliteta. Posebna komisija strokovna je to proizvod pogledala ali pa storitev in je rekla ja ali pa ne. No, potem smo imeli mednarodni gorenjski sejem, to najbolj poznan, sejem civilne zaščite, ko sem ga že tudi omenil, ena največjih prireditev v Evropi, sejem stravanske opreme, mednarodni sejem lestih, se pravi mizarskih strojev pa oprema za mizarje. Potem smo pa za smučarji, ki so imeli že prej smučarski sejem, na sejem prenese kranjsko zimsko športni sejem, rabljene in nove opreme. Vaditelji so imeli pa svetovali staro opremo, mi smo pa zraven dali pa novo opremo, ponudbo nove opreme in turizma zraven žičničarjev. Delili smo si profit od vstopnine in smo bili vsi zadovoljni. No, pa še Miklavž je nakupe pa novoletni sejem. To je bila 11 prireditev leta 1999 in s tem smo mi pravzaprav zaključili. Imeli smo še v žaklju še kakšne stvari, da bi jih delali, ampak žal do tega ni prišlo. Moram pa reči to, da je izredna zahvala gre mojim sodelavcem pa vsem na sejmu. Mi smo delali z dušo, res z veseljem, tako da bi pride danes do tega, ko vidiš, kako so v Krki ljudje za podjetje, za firmo delajo z dušo. Tako je bilo tudi pri nam. Vsi, ni bilo problem po noči, ni bilo problem popoldne, ni bilo potreb dopoldne, vsi smo bili zmeraj pripravljeni delati. In to je bila tako, kot ena družina smo bili. In res je vsa zahvala, brez sodelavcev dobrih ni tako ne moš nič narediti. Sam nič ne pomeniš. Najlepša hvala. Mislim pa, da je teh 11 sejmov tudi eno lepo izhodišče, če se bo slučajno kdo, oziroma ko upamo, da se bo nekdo spet lotil ukvarjati sejemsko dejavnost. Še eno minuto. Leta 1989 smo zraven zaradi kvalitete sejmov, se pravi zaradi kmetijskega sejma in gorenjskega sejma, ker sta bila vrhunska, tudi zaradi spremljajočih aktivnosti, ne zaradi ponudbe sejma, tudi strokovni del, bili sprejeti po 5-letni preizkušnji v svetovno organizacijo organizatorjev sejma. Samo Ljubljana in Kranj. To je dalo razstavljavcem, če je gledal sejme, pa je videl civilne zaščita, ali pa gorenjski sejem, ali pa kmetijski sejem, je vedel, da je to res tisto, kar se ponuja. In obiskovalcev, ko so iskali, kam bo šli na sejem, so vedeli, če si v tem svetovnem katalogu, si kvaliteten za te prireditve. No in sva tu z direktorjem postala pravnopravna člana te svetovne organizacije, sedeže v Parizu. Hvala. Zdaj pa lahko vas, publika, vprašamo, če imate kakšno mnenje, kakšen komentar, kakšno vprašanje, seveda bomo z veseljem odgovorili oziroma prisluhnili. Tako da, če ima kdo kakšen tak spomin oziroma ga je ta debata spomnila na kakšno situacijo, na kakšen dogodek, izvolite. Večerne zabave niso bile nič omenjene, pa... Prav imate, ja. No, gorenjski sejem bi bil poznan tudi po večerni zabavi, pa dobri hrani. Mi smo imeli vsak dan drug ansambl, slovenski ansambl, ali narodozabavni, ali zabavni ansambl, do polnoči, v sobota, nedelja, v petek, sobota do 2 zjutraj, in to je vse drvel na gorenjski sejem, na te zabave. In seveda zelo poznani smo bili tudi po ribah, vsi so hodili na to v Delamaris, na pocen ribo in na refošk ali pa na malvazijo. To se je govorili, da je to največja gorenjska veselica. Ampak ta riba je bila najprej kot kosilo oziroma večerica in potem se je šlo pa plesati. Vsak petek in vsako soboto do 2 po noči. Drugače pa do polnoči vsak dan. No, pa te naši tam novi mislijo, da žurajo, a ne? Pa mir je bil, ne, danes, če se v Kranju kaj dela, je vse halo, z 10 se mora končati, ljudje se pritožujejo, mi so pa dol na otoku, med drevjem se skoraj ni slišala po Kranju, da se kaj dogaja, muska se lih toliko slišala, da je bilo prijetno za zvečer, ni pa bila obremenjujoča za ljudi. Hvala za ta spomin. Hvala za vprašanje. Hvala lepa, Bojan Homan. Malo več bom pokomentiral, ker tudi mogoče malo več poznam te zadeve. Ko sem prebral v Gorenjskem glasu, da bo danes tole, sem rekel, že morate kar malo prej, ko bo dvorana polna. Pa sem žal razočaran, da za tak dogodek nas je premalo in premalo zavednih Kranjčanov, ki se zavedamo, kaj nam je sejem prinesel. Bom govoril tudi o večjih vlogah, ko sem bil povezan
pa kot otrok, pa potem kot podžupan, pa potem kot na drugih funkcijah v vlogih tudi povezan s sejmom. Ne. Najbolj me je srce zabolelo, ko sem vodil delegacijo in sem mu predstavitev, takrat sem bil poslanec v državnem zboru in sem v Novem Sadu predstavljal na kmetijskem sejmu, ker sem bil član odbora za kmetijstvo, prehod Slovenije takrat v Evropsko unijo z področja kmetijstva. In pride k meni en star Lale, to je Vojvodinc, in reče, bom govoril slovensk, pa danes mi gre na jok, prav ne morem verjeti, kaj ste vi naredili z Gorenjskim sejmom. Prav, mi smo vsak let po žetvi šli v Nov Mest v Revoz po Novo Katrco, v Kranj po gume za traktor in pa na Gorenjski sejem. Prav, to je bilo za nas vse leta ritual. Prav, kaj ste vi s tem sejmom naredili? Ne? Res so bile, tako kot je Lado omenil, velike zabave, veliko se je trgovali, veliko se je kupil. Če bi danes hotel narediti nazaj sejem, mi bi danes rabili 20 let, da bi pridobili vse sejemske pravice, da sploh pridemo v koledar sejmov evropskih, svetovnih, da se to lahko gremo. Začeti bi mogli, tako kot je danes komenda, z nule, pa potem spet naprej, vse to smo pa imeli in vse to smo zapravili. Kako je pa sejem propadel, ne? Me pa tudi ni sram povedati, pa vsem oči pogledati. Ne? Jaz sem bil 2-1 takrat čist zelen mesten svetnik, ki je sejem začel propadati. Demos je takrat razpadel, ker je bila velika škoda in v Kranju je bil takrat premočen LDS s takratnimi komunisti. In takrat se je začela ta zadeva z živili, a bo Mercator prišel, a bo že Mercator kupil živila ali ne. In ni mi takrat sram povedati na sej mestnega sveta, takrat je bil svetnik Jelko Kacin, rekel, meni je briga, zato jaz hočem imeti kle trgovski center. Meni sejem ne pomeni nič. In v parih dneh se je takrat začel z Remicem, ki je prodal živila Mercatorju in začel se je vse skupaj podirati in graditi Supernova. In mi smo izgubili sejemske pravice, sejem, vse je šlo, po domač povedano, v franže in Kranj je takrat začel tudi, tako kot je Lado rekel, stagnirati. Nismo imeli sreče z županom, noben župan ni bil srcan Kranjčan, vsi so bili samo zato, da so župani in smo danes tam, ko smo. Hvala. Ja, tudi mene srce boli, ker sem mogel na hitrco jeti, tako kot tam moji 3 kolegi, ki sedijo. Na brzino smo mogli vse zapustiti. Moram povedati, da gospod Majdič, ki je bil zastopnik, Aleksandar Majdič, je prišel k nam na sejem, se je predstavil, da je zastopnik, smo ga peljali po sejmu, smo pokazali pisarne, smo sodelavce pokazali zaključne račune, kako poslujemo, cel sejem pokazali. Vse se je pogovarjali na kosilo, restauracijo, sejemsko peljali. No, ki je bil konc tega debate, je pa rekel, no, zdaj pa vam gospod Eržen in gospod Ekar nekaj povem. Mi Majdiči smo zelo dobri ljudje. Zelo dobro delate, vas moram pohvaliti, pridni ste, vzdržujete lepo, no ampak v 2 mesecih pa vi pejte, pa bomo mi prišli. To je bil odgovor Majdiča za vse nas, da ne po 2 mesecih zapustimo vse, pustite tako kot je, papirje poberite, pa bomo mi prišli. To je bil odgovor Majdičovega lastnika, ki je prišel na sejem se z nam pogovarjati, kaj bi naredili mi skupaj. Pa tisto, ko ste vi rekel, ne, jaz to zgodbo poznam, za kulisje poznam, akterje tudi poznam, jih ne bom imenoval, ampak žal tako je. Ja, hvala za to mnenje. Je še kakšno vprašanje, še kakšno mnenje, še kakšen lep ali pa tudi nelep spomin? Aha, izvolite. Nekaj veselega, da bomo šli domov malo bolj vesel, ne. Pripelje oče sina na Gorenjski sejem, majčnega fantka, gledata tisti sejem, tako kot je gospa rekla. Cel dan ata, sin tistega ata naštimuje, ata, jaz bi pa en sladoled. Komaj ga je naštimal, da mu je kupil sladoled. Pridata čez 5 let spet na sejem, prav ata, jaz pa en pir. Prava, ti čez zmešan, pir na sladoled boš sral, ko vidra.
Super, hvala še za to. Mislim, da je marsikdo se najdel tudi v tej zgodbi. Jaz v bistvu, če ni več nobenega vprašanja, nobenega mnenja, bi se vam ob tej priliki še enkrat zahvalil za to, da ste prišli v takem številu, da vas to zanima, da ste se odzvali. Predvsem bi pa ob tej priložnosti najlepša hvala, Tatjana, za vse spomine, za umestitev v širši kontekst. Hvala, Vladislav, za tudi vse spomine in za to, da lahko zdaj po vsem tem času govorimo, kako lepo nam je bilo. Hvala vam, hvala vašim sodelavcem za to, da imamo toliko lep spomin in da ko nam nekdo reče, kaj sejem, ne gledamo debel, ampak imamo en kup enih nostalgičnih trenutkov na Semišču. Jaz se bom po imenu Tatjane, po svojem imenu zahvalil za vabilo. Hvala lepa. Pa vam, ki ste nas poslušali, jaz imam to še za 3 ure za govoriti. Razne stvari, tako kot je prej rekel gospod Homan, mi smo na kmetijskem sejmu, Bog ve koliko avtobusov z cele Jugoslavije kmetov so prišli. Pa smo šli k Krču, na Primsko, mlečna kmetija, pa Basaj, ki imamo krave pa živino celo leto odzunaj, pa na jezer za visokogorsko kmetijo, pa v Lom, spet drugmo, vse smo vozili te kmete in to so samo gledali, se čudili in se učili. Z cele Jugoslavije, tako ste videli, kot da ste ga srečali. Ne? Res so bili, niso mogli verjeti, kakšen napredek je pri nam. Hvala lepa, da ste poslušali. Hvala.